Minister Gregor, si videl, kaj je naredil ta človek? Vaša visokost, pazite, rabino, ta možak je strašen. Če se ga tako bojiš, se pa raje kar skri. Kdo si pa ti? Krpan mi pravijo, doma si pa zvrka pri sveti trojici. 2 uri hoda od tu. Kaj pa to voriš? Kaj? Krasilno govo pa, nekaj brusov si naložil gospod. Prav gotovo laže. Če so brusi, zakaj pa so mu vreča? Bojim se, da bi od mraza ne razpokali. Zato si jih v slamo zabil in v vrečo potisnil. Ti res veš, kako se taki stvari streže? To pa prav gotovo. Kaj pa da si koniča tako lahko prestavil? Res nima dosti mesa. Vem, da imajo vaši konji več mesa, pa vendar ne dam svoje kovilice za 4 vaše konje. Kar se pa tiče prestavljanja, gospod, upam si nest 2 taki kovili, 2 uri hoda in še dalje je treba. Minister Gregor, to velja, da bi se zapomnilo. Minilo leto je in dan, kar pride na Dunaj velikan. Vdal snegovo je ime, na govo kliče vse. Bilo je junakov mnogo je, ki v borbo so podali se. A podal si je glavo vsem, snel vitro iz ramen.
videla. No, vište se žmiroma lepo zdravi. Kaj pomaga ljubo zdravje, ko pa vse drugo narobe gre? Saj si že slišal za velikana, da vse kliče. Sina mi je ubil, kaj ne zdaj? Kaj? Glavnemu domu vzel pa je. Bi le mogel, ampak pod soncem ga ni junaka, ki bi bo dal so glava vzel. Zakaj pa ne? Kako sem preprost človek, da bom tako peklensko prenikastil, da ne bo nikoli več imel želje po Dunaju razsajati. Če Bog da, ne res. Da si močan, to vem, a pomisli, on je orožja van iz mladih let. Ti si pa samo prenašal buse in krasil na gobo po Kranskem. Kako se ga boš pa lotil? Nič se ne bojte. Kako ga bom in s čim ga bom, je moja skrb. Ne bojim se ne meča, ne sulice. In pa vendar bo krtan, ko bom še potreboval. Najprej se človek malce potre, potem pa prima orožje izbirati. Kar se tiče Brdausa, to ni igrača, kako bi kdo z grma podil vrabca. Koliko junakov pa imate, ki si upajo nam? Zapomnite si cesarost, kar smo obljubu s toho Bogu. Čeprav
Pokojo vsi oprekovalci. Zdaj pa le pojdimo konja izbrati. Po čem budeš pa konja poznal, je li dober ali ne? Potem, da se mi ne bo dal zagati čez prak pod Ne skusi, ampak verjite, vari se, da te kateri ne ubije, konji so iskri. Tukaj ga nimate za moje sedlo. Pojdiva k drugim. Če niso ti pravi zate, moraš se prilbojevati. Ojej, kaj bo z nami? Doma imam kobilico, katere ne izvleče noben od vaših junakov. Stavim svojo glavo. Pa ni tista, ki si z njo plesal po snegu. Tista! Novca se mi je šla spašati za ust. Vari se me krupan, moja roka je dolga. Pa vendar, ne seže velikanu do pasu, kaj šele do brade. Miniva se raja brdavsa, ki še zdaj nosi glavo. Pošljite mi hitro po kobilo, ali pa ne grem sam po njo. Toda potlej ne vem, ko bi me ne bilo več nazaj. Hej, kočijaš! In pošljejo po
nisem več. Rejnica je umrla, druge pa nisem iskal. Vašega dekleta sem že videl. Če je tudi še tako pametna kot je lepa. Bože, ne, lepo si mi videl, včeraj ti pa ne dam. Ljubezljivi moj mož, mene ti je kri v glavi zavrela. No, propadec samstvo in Dunaj odil, zato pa ne dobi. Sotvina, 20 jancev in 48 krač. To pa vse moraš na Kranjska spraviti. Dodatne smiš nič, šele na vrhu pri Sveti Trojici. Lahko storiš, kar se ti zljubi. In če zdaj nimamo tukaj nobenega vrdosa več, osedlaj svojo kozico, ki praviš, da je kobilica, pa okoli lepo počasi proti vrhu. Pozdravim mi tamke vse vrhovščanke, posebno pa mater Županjo. Kaj? Nek Župan, leti molči, midva bova že vse naredila, da bo prav. Bog vas obvavi, pa nikar ne zamerite. Čakaj, no, kdaj si to povedal? Menite, da še nisem zadosti slišal? Kdo je pome postal kočijo? Vi ali jaz? Dunaja ni bilo meni treba, mene pa Dunaju. Že prav, vse se bova med sabo dogovorila, s cesarico bom že jaz govoril. Mislil sem biti brez besedice govorjenja, ker ste me sami ustavili, vam to povem. Samo še enkrat ne pride vrdavs na Dunaj, potlej zopet pošljite kočijo pome. Boste že videli, ker boste pripeljali z vrha od Svete Trojice. Martina Krpana pa gotovo ne. Zdaj pa le zdravi ostanite. Martin, potrpi malo, ti ne poješ od naše hiše. Verjemi, da ne, saj sem jaz gospodar, veš. Cesarost, veste kaj, pa šnorec Štefan je umrl. Štefan Krpan, to si je nekam jako podobno. Smešen. Smešen je tudi, jezičen ravno tako. Magister Gregor, veste kaj? Enkrat sem bil vaš bebec, vaš napadev. Zdaj pa dobro, da mi je prišlo na misel. Kmalu bi pozabil, kar imam že dolgo na jeziku. Cesarost, se spomnite, ko sva se srečala v snegu? Kako pa? Kaj pa sem to Bogu? Bruse in krasivno govo. To je bilo ta čas, ko ste se vi peljali v Jeruzalem. Posajta, vdosti že. Za Jeruzalem vem toliko kot za svojo zadnjo uro. Jaz pa za bruse in krasivno govo. Angliško sosu prenašal. Ne veš, da je prepovedano, to je nevaren človek, državi dela škode, primite ga, zaprimo ga! Doberbo, morda vi eno samo roko vas porinil še svetega Štefana streha, ki ste v sredi mesta. Midva ne bova vse postala, povej kaj draga. Če je vaša draga volja, dejte mi pismo, katero poveljamo pred vsako veželjsko kukovsko gospodsko. Pa tudi svoj pečat morate udariti, da bom brez skrbi nosil angliško sol po svetu. Minister Gregor, vzemi pero in zapiši, kar se je Martin rekel. Martin, mora vino, hrače in jagenčke. Moške svinjo ti da. Pol drugo mošnjo, samo da ne bom imel nikakršnih upravkov pri cesarici. Nič se ne bo, šta moško. Tu je pa še pismo. Ko bi se spet oglasil Kadordavs ali Kladruk, se veste, ki se pravi na vrhu pri Sveti Trojici.